V novem uradnem listu je zapisana točna določitev referendumskih območij za nove slovenske občine. Državni zbor ni imel lahkega dela, saj je dobil veliko ugovorov na odločitve svojih poslancev. Zanimivo je, na primer, da Toško čelo sedaj ne spada več pod Medvode, Setnica pa še vedno spada pod občino Polhov-Gradec. Veliko je nejasnosti tudi z željo krajanov Šentvida, da bi postali svoja občina. Njihova želja je bila namreč v državnem zboru zavrnjena. Za mnenje o vprašanjih lokalne samouprave smo povprašali podpredsednika državnega zbora, gospoda Miroslava Mozetiča. Gospod Mozetič, kaj se bo zgodilo s Šentvidom? Ali to pomeni, da se ne upošteva volja volivcev? In kaj se bo zgodilo s krajevno skupnostjo Stanežiče-Medno, ki pa se sedaj noče priključiti mestni občini, pač pa želi biti vključena v referendumsko območje Medvod? Ja, pri Šentvidu, to gre zdaj za vprašanje teh novih občin. Referendumska območja, ki so bila določena na zboru, na prejšnji seji, so tudi, ta stvar je v uradnem listu objavljena. Kar zadeva Šentvida, podobna zadeva je pri Šmartno-Tacen. Ampak če se recimo sam na Šentvid ozremo, tukaj je problem tega, da je Šentvid sestavni del naselja oziroma mesta Ljubljana. In eden od principov zakona je, da se pri oblikovanju novih občin v načelu naselja ne delijo. Zdaj, mi smo pa sprejeli že sklep in je tudi zdaj bil v odloku poseben sklep, da pa lahko ljudje, če so se na zborih izrekli, da bi radi imeli svojo občino, da lahko sprožijo pred tem, oziroma vzporedno s tem, postopek za razdelitev naselja. Ta postopek je pa po nekem drugem, starejšem zakonu in v primeru Šentvida pač ta postopek, kolikor vem, je tudi sprožen in bi moral teči pred mestno skupščino. Mestna skupščina bi recimo lahko odločila, da se naselje Šentvid oziroma Šentvid, ki je del naselja, postane samostojno naselje in kot tako bi potem bil lahko sestavni del recimo referendumskega območja. Podobno velja za Tacen in pa za Šmartno. Zdaj na zboru je bilo veliko razprave. Predlagan je bil sklep, ki je sprejet, ki poskuša to stvar rešiti, vendar na tak način za mene ni čisto jasen. Jaz sem predlagal nekoliko drugačen sklep, ki pa ni bil sprejet. Predlagal sem to, da bi v primeru Tacna in v primeru Šentvida imeli ljudje alternativno vprašanje, da se odločijo, ali so za občino Šentvid ali za občino Ljubljana. Vendar ravno iz tega razloga, ker je Šentvid in Tacen, ker sta sestavni del Ljubljane, je bilo, ta sklep ni bil sprejet, je pa zdaj takšen sklep in to naj ljudje pač gledajo, da se v Šentvidu, bom rekel tako, na celem območju, ki je bil po zborih opredeljen kot območje občine Šentvid, na voliščih, na teh zborih, bi morali biti glasovanje in ugotavljanje rezultate tako izvedeno, da se bo samo za to območje vedlo, kakšen je rezultat. Koliko je ljudi za Ljubljano oziroma koliko je proti, ker druge variante nimajo. In zdaj, če bo recimo več ljudi glasovalo proti Ljubljani na tem območju, je nekak znak, da so proti občini Ljubljana, kar pa ne pomeni, da bodo občina Šentvid, ker morajo izpeljati postopek za delitev naselja. No, v Sori je znan problem gradnje nove osnovne šole. Krajani so zagrozili z neudeležbo na referendumu, če ne dobijo pismenega zagotovila o pričetku gradnje nove šole. Kako se ukrepa v takem primeru? Jaz zdaj ne vem, od koga bi morali dobiti pismeno zagotovilo. Verjetno od Ministrstva za šport, šolstvo. No, to ga ne bodo dobili, tako da zdaj, kaj to ne iti na referenduma, to je po moje najslabša varianta. Vendar to formalno gledano, pravno gledano, ne bo imelo nobenega efekta, ker Sora, krajevna skupnost Sora, vas Sora, je znotraj referendumskega območja za novo medvoško občino. In rezultat se ne bo ugotavljal po tem, kako so glasovali v Sori, ampak kako so glasovali v vseh krajevnih skupnostih oziroma na vseh voliščih, v vseh krajih, ki so znotraj tega referendumskega območja. Problem dela vasi Setnice, ki se želi priključiti medvoški občini, vam je verjetno poznan. Ali veste, kako se stvari razpletajo v tem primeru?
Torej, problem Setnice, čeprav je to menda nekaj hiš na tej strani Grmade, pa nekaj na drugi strani, je približno formalno gledano tako, kot za Šentvid. To je, v tem trenutku je Setnica enotno naselje, enotna vas in je treba formalno speljati postopek, ker to spada v Viško občino, na Viški občini. Oni bi morali sprožiti, ne vem, če so že, sprožiti postopek na Viški občini, da se vas Setnica razdeli na dva dela, ta del, ki je na tej strani, da se postane neko samostojno naselje, ali se priključi, ne vem, kaj tam najbliže, Topol, ali pa dol niže, ne vem, mislim, da je Topol, ne? In kot tako potem odpade ta problem. Drugače pa isti problemi so ta trenutek v referendumskem območju na drugi strani, zdaj ne vem, ali je Horjul, ali je Šentjošt, ne vem točno, kjer pač na Pohograjskem področju. Tako da to je isti problem. Bodo pa, glede na to, da je tudi naselje in če so sprožili postopek, potem se bo posebej ugotavljalo za te 4 hiše, kakšen je bil rezultat. Tako da tukaj ta rezultat ne bo težko najbrž ugotavljati, od tega je potem tudi postopek na občini bi moral biti lažji. Ampak kakor vem, niti Viška občina, niti v Šiški ni bil nikoli do zdaj kakšen problem, da tega ne bi naredili. Je pa morda narodna situacija prav za te ljudi, ker ko so pred 2 leti poskušali to narediti, so jim takrat rekli, počakajte nove občine, bo takrat to, vendar zdaj je pač prišlo do razlage, da je potrebno najprej naselje razdeliti, potem šele lahko gre v drugo referendumsko območje. Na vseh zborih krajanov se je pojavilo vprašanje financiranja novih občin. Zadovoljivih odgovorov ni mogel podati nihče, ali je morda sedaj ta slika jasnejša okoli financiranja? Ja, z vidika zakonodaje je toliko jasna, kot je bila na zborih krajanov. Razen tega, kar je v zakonu o lokalni samoupravi, tiste določbe, da mora biti vsaki občini zagotovljeno toliko sredstev, ki je najmanj v višini 90% povprečne porabe na glavo prebivalca v občini, kaj več na področju predpisov ta trenutek ni, razen kolikor je kolikor na ministrstvih te zadeve pripravljajo, ampak v proceduri parlamentarni ni. Edina stvar, ki je, so določeni podatki, ki smo na zboru zahtevali da finančno ministrstvo pripravi določene izračune in podatke, koliko bi to bilo in kaj bi bilo, in finančno ministrstvo je naredilo pod določenimi predpostavkami izračun v 2 variantah. Ena varianta je, če občine obdržijo pristojnosti, ki jih zdaj imajo, to pomeni, da bi občine, tudi nove, manjše občine, imele iste pristojnosti, kot jih imajo zdajšnje občine, razen tiste čiste državne uprave, ki v vsakem primeru gre na državni nivo oziroma na ministrstva. In druga varianta, ki je pripravljena, je pa, da se iz občin izloči vse te družbene dejavnosti, to pomeni skrb za šolstvo, osnovno šolstvo, zdravstvo, osnovno socialo, vrtce, kulturo, šport, to, kar je te družbene dejavnosti, ki smo jih zdaj rekli. V teh 2 variantah je izračun pripravljen in kar zadeva Medvoško občino, jaz številke točno ne vem, kaj bi to pomenilo z vidika številk, vendar z vidika primerjave z 2 podobnimi po velikosti in številu prebivalcev občinami, to je recimo z občino Tržič, če bi primerjavo naredil, saj glede na število prebivalcev pa te dejavnosti, ali pa recimo občino Logatec, so številke nekje za Medvoško občino celo nekoliko ugodnejše kot za te 2 občini. In če sta te 2 občini lahko živele in mislim vsaj za občino Logatec, pa tudi mislim za Tržič, da nista tako slabo živele, pomeni, da bi tudi Medvoška občina, ki po mojem mnenju ima celo boljše pogoje kot ti 2 občini, bo tudi Medvoška občina lahko uspešna. Referendumi o novih občinah bodo potekali po celi Sloveniji 29. maja. Julija pa bo sprejet zakon o določitvi območja občin. Tudi sedaj, ko se nezadržno približuje ustanavljanje novih občin, še marsikaj ni jasno. Rečemo lahko le, da dajmo času čas in počakajmo, kaj se bo iz vsega tega izcimilo. Drage gospe in gospodje, spet se je zgodilo. Šišenska občina ni bila sklepčna že 3.
Kaj naj to pomeni? Da danes ne bodo sprejeli občinskega proračuna, ne bodo sprejeli tudi dogovora o oblikovanju javne porabe v mestu, ne bodo sprejeli tudi odloka o plovbi po Zbiljskem jezeru. Po hodnikih se govori, da letos zasedanja skupščine verjetno ne bo več, pred vrati so že počitnice, jeseni ne vemo, kako se bo situacija obrnila, konec leta pa se obeta tudi razpust skupščin in nove volitve v občine, kakršne bojo oziroma kakršne bodo nastale. Hvala lepa in lep pozdrav iz skupščine občine Šiška. Gospod Žagar, kako komentirate izide referenduma za bodoče občine Medvode in Vodice? Ja, komentar je o tem negativnem izidu najbrž težek, ampak jaz bi rekel, da jaz morda niti nisem bil presenečen, kot so bili mnogi drugi, kajti en teden, mogoče 14 dni pred tem sem dobil več telefonskih pozivov. Ljudje so rekli, zakaj ne bi poglasovali za, saj bo še slabše, pač oblast bo preblizu, ne bomo mogli fušati, ne bomo mogli tega, občina bo iskala davke na vseh mogočih variantah in je boljše, da pač ostane tako, kot je. Toliko bo birokracije in tako dalje. In ljudje so pač, bi rekel, padli na čist na tem praktičnem problemu, ne, pač pot v neznano. Zdaj, spraševali so me tudi, zakaj recimo ena stran je propagirala proti, zakaj ni druga stran propagirala za. Jaz bi rekel, tista stran, ki je propagirala proti, je gradila na dejstvu, da so stare občine dobro funkcionirale. Druga stran, ki bi pa želela manjše občine, da govorim na splošno, pa ni imela nobenega orožja, s katerim bi hvalila nove občine, ker državni zbor tega ni omogočil, ni povedal ne financiranja, ne pristojnosti, ne nič. Zato pač je logično, zakaj ta zadeva ni uspela. In kolikor sem danes videl, državni zbor se zaradi tega ne razburja preveč, ustanovili so komisijo, vodijo Tone Peršak, ker pač obrazložitev je bila taka. Referendum je bil tako poizvedbeni, to pomeni pač testira se javno mnenje, ne glede na to, kaj bodo ljudje rekli, je zadnji, ki bo določil meje nove občine državni zbor. In današnji komentar je bil, da bo državni zbor bo imel ne tako težko delo, da izgleda, da bo res prišlo do tistih predvidenih 163 občin. Edina težava, ki bo nastala zaradi referendumskih izidov v tistih občinah, tam malih, recimo Rakitna in te male vasice, ki so po 500 ljudi, ker pač njim pa ne bodo mogli prepovedati imeti občine, ker so pač na referendumu bili za, ker vi veste, da večino občin v Sloveniji bilo pa proti, a ne. Tako da za same Medvode mislim, da jih bo državni zbor določil z odlokom. Zdaj, koliko bodo velike, je več ali manj že znano, mogoče bomo uspeli še pridobiti Stanežiče, Medno, Dvor, kajti oni nikakor ne želijo pod Ljubljano, ker vejo, da so poligon za pozidavo in jaz se s tem z njimi strinjam. In mislim, da bi oni bili čist dober del, da bi obogatili novo občino Medvode. Kaj pa Vodice? V Vodicah sem pa jaz pričakoval negativen rezultat. Pač po vsem tem, ker sem v enem letu predelal na tej lokalni samoupravi, mislim, da so se ljudje zavedali, da prvič so bila nasprotja med Bukovico in Vodicami. Že to je ljudi vodilo v negativen rezultat, ne. Drugo pa, ljudje so se nekako zavedli, da nimajo neke osnove, nimajo nekega potencijala, od katerega bi živeli in so rajši izbrali sigurno pot. Veliko polemike je bilo okoli občine Šentvid, tudi po časopisih. Kakšna je situacija zdaj? Kaj novega? Ja, Ustavno sodišče je vse tiste pritožbe zavrglo, tudi mojo in Šentviščano in vseh. Zdaj oni so imeli ločeno zbiranje glasov, štetja, ne, v Šentvidu samem, Vižmarje, Brod, Stanežiče, Medno so bili rezultati pozitivni, se pravi v smislu svoje občine proti Ljubljani, okrog 60%. Guncle, Male, Vižmarje so bile za Ljubljano, prav tako so bili za Ljubljano v Šmartnem, v Tacnu in na Gameljnah. Torej jaz mislim, da že ta rezultat, ki je bil tako razgiban, ne, levo in desno, jim daje malo možnosti, da bi, ker oni so predvidevali, da bodo vse krajevne skupnosti glasovale proti, ampak skoraj polovica jih je glasovala proti, se pravi, ker so imeli ločeno zbiranje, so bili za občino Ljubljana, tako da jaz kakšnega posebnega upanja jim ne dajem, čeprav bi pa rekel, navijam za njih, da bi jim uspelo. Gospod Žagar, kakšne zaključke ste potegnili iz analize volilnih rezultatov?
No, analiza rezultatov je pokazala, kdo v bistvu je najbolj navdušen za občino Medvode, med tistimi, ki so prepričani za to. Lepo se vidi, da občina Medvode je uspela samo v strogem centru Medvod in v Pirničah. Se pravi, če gledamo 3 volišča v Medvodah, volišče v Pirničah, so bili rezultati 61%, 56%, Smlednik, ki so želeli svojo občino, porazni rezultati, bi rekel temu, 37% za. Potem zanimivo, na Topolu so glasovali proti, sicer tam nekje na polovici, Preska 49,5, točno v tistem povprečju, kot je povprečje cele občine, Spodnja Senica samo 33%, Zbilje, ki nikoli niso marale Medvod, pravijo, da so se zaradi tega odcepili, samo 38%. Jaz bi rekel, samo Pirničani, Medvoščani in Preščani nekako lih nekje na polovici, so glasovali za medvoško občino. Če pa zdaj primerjamo volilno udeležbo, ki je bila okrog povprečno 55%, pa če vidimo, da so bili rezultati 50%, pomeni, da je samo 25% ljudi v Medvodah za občino, se pravi samo vsak četrti. To pomeni, da je rezultat neverjetno porazen. Potem, ko slišiš, da so jim občino ukradli, da je ves denar se odlival, in tako da meni določene zadeve so nerazumljive. Lokalne volitve 94 se nam nevzdržno približujejo. Predvolilni golaž se tudi v Medvodah pridno in neutrudno meša, vedno bolj postaja tudi pikanten. Takšni in drugačni zbori, shodi in prireditve se nizajo ena za drugo. Na njih vam po običaju obljubljajo vse, vendar pa odločiti se morate sami, pravijo. Ja, vi že veste, kdo je vaš, in tako je tudi prav. Glede na vsa naša in ostala obvestila, sedaj prav gotovo že veste, da bo v občinskem svetu sedelo 22 svetnikov, ki jih boste izvolili vi. Voljeni bodo proporcionalno, kar pomeni, da bo v posamezni volilni enoti več volilnih list. Večina list bo strankarskih, ena pa bo tako imenovana neodvisna. V njej so združene 3 vaške liste in glasovi se bodo med njimi prelivali. Na lističu, ki ga boste prejeli na dan volitev, po odločitvi v državnem zboru, ne bo napisanih kandidatov pri posameznih strankah. Torej, napisane bodo samo politične stranke. Vendar pa boste lahko posameznemu kandidatu na listi dali preferenčni glas, kar pomeni, da ste mu pri končnem številu vseh glasov za posamezno stranko dali prednost. Če tega preferenčnega glasu ne napišete, gredo vsi glasovi avtomatsko prvemu na listi. Ko ta zbere dovolj glasov, se glasovi prelijajo k drugemu na listi in tako dalje, dokler ne zmanjka vaših glasov, ki ste jih namenili neki stranki. Želel sem vam pojasniti način razporejanja glasov, vendar pa je matematično tako zapleten, da na koncu še sam nisem prepričan, če bo moj glas res šel pravemu na listi. To je seveda malo za šalo, malo za res. Vas zanima, katere stranke se neutrudno mešajo v medvoškem predvolilnem golažu? Po vrstnem redu, tako kot bodo napisane na glasovnem lističu, so Liberalna demokracija Slovenije, Demokrati Slovenije, Zeleni, Narodni demokrati in Slovenska nacionalna desnica, Slovenska nacionalna stranka, Slovenski krščanski demokrati, Slovenska ljudska stranka, Združena lista socialnih demokratov, Nestrankarska lista in kot zadnje na spisku Socialdemokratska stranka Slovenije. Kar pester izbor 10 list. Vendar pa odločitev sploh ne bo težka. Vi boste volili samo vaše. Gotovo vas zanimajo tudi kandidati za bodočega župana naše občine Medvode. Na srečo so samo 4, vendar pa tisti, ki jih poznajo, pravijo, da bo župan izvoljen šele v 2. krogu. Kakorkoli že, na lističu bodo po naslednjem vrstnem redu: Aleksander Mrak, kandidat Liberalne demokracije Slovenije, dr. Jože Duhovnik, kandidat SKD-ja, Alojz Izlakar, kandidat Združene liste socialnih demokratov in Stanislav Žagar, katerega je predlagal Roman Debeljak in skupina volivcev. Tudi tukaj odločitev sploh ne bo težka, saj vi svojega prav dobro poznate. Še obvestilo za tiste, ki boste na dan glasovanja 4. decembra odsotni iz kraja stalnega bivališča. Predčasno lahko date svoj glas v torek, sredo in četrtek, to je 29., 30. in 1. decembra na sedež krajevne skupnosti Medvode, cesta komandanta Staneta 12. Volišče bo odprto od 9. do 17. ure. Podati pa boste morali tudi izjavo, da se 4. decembra ne morete osebno udeležiti glasovanja na volitvah. Kot sem že omenil, do volitev je še 10 dni.
Če se zanimate za politiko, jih izkoristite tako, da se bo volilni golaž mešal še hitreje, na večji temperaturi in z najvišjim številom pekočih začimb. Če pa vas predvolilni boj ne gane, izkoristite svoj prosti čas tako, kot samo vam ustreza. V nedeljo pa le pojdite na volitve in oddajte svoj glas. Ja, saj veste komu. Gospod Stanislav Žagar, vi ste zadnji župan občine Ljubljana Šiška. Ali nam lahko poveste, kakšen je bil dosedaj status občine Šiška? Če vas malo popravim, jaz sem bil zadnji predsednik skupščine občine Ljubljana Šiška, župan je bilo tako bolj domače ime. Župani bodo šele po novem zakonu naprej se imenovali predsedniki občin. Status te sedanje občine je bil, kot že izhaja iz tega, ker je imela svojo skupščino ali po modernem svoj zbor ali zbor poslancev, v bistvu zaključena celota, lahko bi rekli država v državi. Imela je vlado, imela je svoj parlament in vse ostale organe, ki so opravljali državne funkcije. Torej, nad nivojem občine Ljubljana Šiška ni bilo nikogar, ki bi direktno lahko vplival na odločitve te skupščine, razen v primeru upravnih postopkov, ko je za nas veljal drugostopenjski organ, to so bili pa ministrstva. To se pravi na kratko, občina Šiška je bila mini država v okviru Slovenije. Kot ste že omenili, je imela občina skupščino in izvršni svet, to se pravi vlado. Ali je to dvovladje po domače bilo kaj moteče? Jaz bi rekel sledeče. Pri nas so bile stvari, če bi bile zelo idealno, zelo tekoče. Že zaradi tega, ker smo prišli kot prvi poslanci in tudi člane vlade na demokratičnih volitvah z neko zavestjo, ni bilo tistega rivalstva, kot ga je bilo po pripovedovanju mojih predhodnikov mnogo v prejšnjem sistemu med izvršnim svetom in skupščino. In mnogo primerov po Sloveniji dokazuje, ko so bili celo predsedniki skupščin in izvršnih svetov med seboj osebno sprti. Tako da jaz bi rekel, da v našem izvršnem svetu in v našem predsedstvu skupščine ni bilo tega rivalstva čutiti skoraj nič. Lahko pa naredim samo primerjavo, tudi v bodoče se bo pojavljalo to isto vprašanje. Župan bo predstavljal zdajšnji izvršni svet, občinski svet bo predstavljal skupščino. Seveda tudi v nadalje boste lahko spraševali tiste, ki se bodo šli politiko, ali prihaja do rivalstva med tema dvema telesoma. Kakšno je bilo razmerje političnih sil v Šiški ob volitvah pred dobrimi 4 leti in kakšno je razmerje sedaj ob razpustu, ob koncu mandata tej skupščini? Jaz bi odgovoril takole. Na začetku mandata so bile strasti še kar precej razvnete in tudi na začetku se je zgodilo tako kot danes, da je bila skupščina nesklepčna. Mi smo predvidevali, da bo danes zadnja skupščina, ampak nažalost je bila nesklepčna, tako ne vem, a bo še kakšna, a ima smisel se sklicati, ampak na začetku mandata so bile politične strasti zelo razgrete in se je zgodilo, da sta bila 1 ali 2 skupščine nesklepčne. Mislim pa, da je bil to tudi edini resni dvoboj političnih sil v tej skupščini. Skozi 4 leta delovanja je ta skupščina, to je pač neka trditev, za katero obstajajo dokazi, prešla v eno tako delovno atmosfero, za kar so se zavzemale vse stranke, da jih na tem mestu moram pač se zahvaliti in pohvaliti. Tako da je nekdo od poslancev, mislim, Združene liste izjavil nekoč, da v šišenski skupščini ni opozicije. To pomeni, poslanci so resnično delovali tako, kot so obljubili. Delovno, ne politično. Tudi kakšna iskra se je vmes pokazala, ampak bi rekel zelo nevsebinsko važno. Tako da jaz mislim, da ob zaključku mandata tale skupščina je sicer malo pokvarila lepe občutke, bi človek zaključil z lepimi občutki. In za konec še standardno vprašanje, kaj mislite o uspehih mandata, o uspehih teh 4 let? No, o uspehih je seveda najbolj težko govoriti, ker je potem to preveč ali samohvalno ali samo kritično, vendar že prej sem omenil, da največji uspeh je tudi skupščina delovala res delovno, ne politično. Za uspeh štejem tudi
delovanje izvršnega sveta, ki se praktično v 4 letih ni spremenil. Za uspeh štejem vse tisto, kar se je naredilo na področju infrastrukture, to se pravi od velikih objektov tudi po 2 ali 3 milijone mark, a ne? Potem štejem tudi uspehe na področju šolstva, obnova šol in ostala področja, recimo knjižnica v Medvodah je tudi en velik uspeh. Uspeh je tudi to, da so upravni organi, ki so do novega leta še pod upravo občine, saj na podlagi pripomb občanov začeli bolj kreativno delovati, manj birokratsko, tudi to štejem za velik uspeh. V začetku je bilo mnogo pripomb, potem so te pripombe ugasnile. Za osebni uspeh tudi štejem, da v 4 letih mi ni bilo treba odstopati, kot so mnogi drugi po Sloveniji, da niti nismo zamenjali predsednika izvršnega sveta. Sedaj vse to štejem za uspeh te skupščine, ki je bila sicer politično zelo heterogena, ampak vendar je delovala kot ena celota. Seveda največji uspehi so tisti, ki se vidijo na terenu, tiste, ki ljudje občutijo. Ljudje pa občutijo tisto, kar vsak dan uporabljajo. Izboljšan komunalni deficit. Veliko pripomb je bilo v tej skupščini, da se preveč komunalni deficit odpravlja na severnem delu naše občine, ki se imenuje Medvode in okolica, tudi Vodice. In vedno je bil odgovor enak. Komunalni deficit se odpravlja tam, kjer je. Tam, kjer ga ni, se pač ne odpravlja. In če je bil center občine Šiška urejen, pomeni, da tam ni bilo potrebno vlagati denarja. Vse to skupaj so vendar uspehi in poslancev in izvršnega sveta in cele ekipe. Gospod Žahar, kaj pa težave? Tudi o težavah je težko govoriti. Ampak največja težava, ki na začetku ni izgledala taka, je recimo mesto Ljubljana. Tista vlada, ki je delovala potem skoraj 3 leta brez skupščine, je na nek prisilen način hotela centralizirati mesto in zato smo imeli recimo z njimi velike težave. Prvič, ker oni niso imeli proračuna, s tem so onemogočali tisti del izvajanja nalog, ki jih po tem statutu Ljubljane in oblikovanju ljubljanskih občin mora pokrivati mesto. To štejem za med večje težave. Vendar zdaj bo Ljubljana ena občina in mislim, da bodo te težave odpadle. Čeprav mislim, da Medvode in Vodice bodo morale ohraniti tesen stik z Ljubljano. Druga težava, ki je v zadnjem času najbolj zbila na dan, je ta nesrečna šola Sora. Če bi bilo v mestu več posluha, zadnje 2 leti je bilo že nekako kar dogovorjeno, kar gre izven bodočih okvirov mesta, se ne financira nič več, ne? In to se pravi, mesto je težava. Potem težava je tudi Republika, ki nikako ni hotela razumeti, da cesta, ki teče iz Šiške proti Kranju, je republiška cesta M1, se pravi, že oznaka pove, da ni 5, ampak 1. In ni hotelo nikakršnega denarja prispevati. In tudi zdaj ne kaže na kakšne boljše rezultate. Potem za težave bi lahko še kakšne drobne težave bi naštel, ampak vseh se seveda človek ne more spomniti. Te globalne težave pa bi jaz rekel, da vsaj po mojem spominu, ki seže nazaj 4 leta, mislim, da se zdaj ne bi več spomnil. Če rečeva po domače, če bi vrgli na tehtnico uspehe in težave, kaj bi prevladalo? No, vsekakor moram povedati, da bi uspehi prevladali. To se pravi, že prvi uspeh, da je to demokracija in vse tiste, kar je bilo narejeno, je vsekakor v primerjavi s težavami velik uspeh. Vas zanima, katere stranke se neutrudno mešajo v medvoškem predvolilnem golažu? Po vrstnem redu, tako kot bodo napisane na glasovnem lističu, so Liberalna demokracija Slovenije, Demokrati Slovenije, Zeleni, Narodni demokrati in Slovenska nacionalna desnica, Slovenska nacionalna stranka, Slovenski krščanski demokrati, Slovenska ljudska stranka, Združena lista socialnih demokratov, Nestrankarska lista in kot zadnje na spisku Socialdemokratska stranka Slovenije. Kar pester izbor 10 list. Vendar pa odločitev sploh ne bo težka. Vi boste volili samo vaše. Gotovo vas zanimajo tudi kandidati za bodočega župana naše občine Medvode.
Na srečo so samo 4, vendar pa tisti, ki jih poznajo, pravijo, da bo župan izvoljen šele v drugem krogu. Kakorkoli že, na lističu bodo po naslednjem vrstnem redu: Aleksander Mrak, kandidat Liberalne demokracije Slovenije, dr. Jože Duhovnik, kandidat SKD-ja, Alojz Izlakar, kandidat Združene liste socialnih demokratov. Po neuradnih podatkih, dragi volivci in volivke, najbrž že veste, kdo bo zastopal vaše politične interese in interese vašega kraja v novem občinskem svetu. In najbrž tudi veste, kdo bo županoval naslednje 4 leta. Da pa bi neuradni podatki postali uradni, za to bo poskrbel Sandi. Po napornem mesecu dni, v katerem so nas stranke bombardirale s svojimi obljubami, smo le dobili novo občinsko oblast. Oblast, katero ste izvolili vi in bo posledično zastopala vaše interese prihodnja 4 leta. Uradne rezultate ste si že lahko prebrali na medvoškem teletekstu, pa jih vseeno ponovimo. Udeležba na volitvah je bila 68,58%. Slovenski krščanski demokrati so dobili 5 sedežev, Socialdemokratska stranka je dobila 4, Liberalna demokracija Slovenije 4, Združena lista socialnih demokratov 2, Slovenska ljudska stranka 2, Neodvisne liste 3 ter Zeleni in Slovenska nacionalna stranka po 1 sedež. Novi svetniki so predstavniki Slovenske krščanske demokracije Jože Duhovnik, Janez Iskra, Jernej Petač, Janez Šušteršič in Miro Debeljak. Predstavniki Socialdemokratske stranke Slovenije Demetrij Ljubelšek, Anton Lah, Ljubomir Jamnik, Janez Burgar. Predstavniki LDS Aleksander Mrak, Peter Militarov, Matjaž Rozman in Ferdinand Trupej. Predstavniki Združene liste socialnih demokratov Alojz Izlakar in Dušan Brekič. Predstavnika Slovenske ljudske stranke Štefan Čebešek in Ivan Žerovnik. Neodvisni kandidati Roman Tehovnik, Blanka Rožanc in Vanja Debeljak. Zeleni Jože Lučniškar in Slovenska nacionalna stranka Emil Luštrik. Novi in prvi župan občine Medvode je znan že od nedelje, to je gospod Stanislav Žagar. Dobil je večino že v prvem krogu in sicer 59,74%. Gospod Žagar je zmagal v vseh volilnih enotah. Kratka analiza volilnih rezultatov nam pokaže zanimiva dejstva. Pri neodvisnih listah je zanimivo predvsem to, da njihove predstavnike niso izvolili tam, kjer so kandidirali, pač pa na sosednjih voliščih. Tako so nestrankarsko listo za Senico močno podprli v Medvodah, spletniško listo pa v Pirničah. Viden je tudi močan zasuk na tako imenovano desno politično stran. Veliki zmagovalci lokalnih volitev so poleg Slovenskih krščanskih demokratov, ki so dobili 20% vseh glasov, še Socialdemokratska stranka, ki je dobila 16,3% glasov. Če pogledamo rezultate prejšnjih volitev, kjer so Slovenski krščanski demokrati dobili 13%, Socialdemokratska stranka pa samo 3%, je to velik napredek. Najbolj je na Medvoškem nazadovala Liberalna demokracija, ki je skupaj s svojimi partnerji na prejšnjih volitvah dobila preko 35% glasov. Na lokalnih volitvah pa so jih dobili samo 15%. Na zadnjih državnih volitvah so levo-sredinske stranke dobile 73% glasov, na lokalnih volitvah v nedeljo pa so 76% glasov dobile stranke desno od sredine. Tako se je v Medvodah kot tudi v Sloveniji spremenil politični zemljevid. Nov občinski svet se bo po napovedih sestal še pred novim letom. Njihova najpomembnejša naloga bo prav gotovo sprejem statuta in proračuna. Kakšne pa so možne povezave oziroma tako imenovane koalicije? Če stvar prenesemo iz državnega nivoja na lokalni, bi se morale povezati Slovenski krščanski demokrati, Liberalna demokracija in Združena lista socialnih demokratov. Skupaj bi imeli 11 glasov. To je ravno polovica vseh svetnikov. Možna je tudi povezava SKD, SDSS in SLS, skupaj torej zopet 11 glasov. Kot je videti, velike stranke le nimajo potrebne dvotretjinske večine. Sedaj pa se bo začel boj za glasove neodvisnih, zelenih in Slovenske nacionalne stranke. Kakšen bo končni razplet, niti ne vemo, niti ga nočemo preveč napovedovati. Čas bo kmalu pokazal pravo lice strank oziroma tako imenovanih neodvisnih kandidatov. Naša televizija je po mnenju mnogih kandidatov volitve spremljala nepristransko in korektno. Gledanost soočen za svetnike in župana je bila zelo velika. Veseli nas, da smo tako gledani. Moramo poudariti, da smo tudi edini medij, ki je popolnoma spremljal volitve.
V prihodnje bomo vsaj enkrat na mesec pripravili razgovor z županom ali svetniki. Vi boste seveda lahko neposredno sodelovali na takih okroglih mizah tako, da boste poklicali po telefonu. Kakorkoli že, novo oblast imamo, sami smo jo izvolili in lahko le upamo, da bodo stranke izpolnile le delček tistega, kar so obljubile. Za konec naj jih še upozorim, da morajo po določbah zakona o volilni kampanji po končanih volitvah odstraniti vse plakate, v nasprotnem je zagrožena visoka kazen za kršitelje. V državni zbor morajo po 3 mesecih podati tudi zaključni račun porabe sredstev za volilno kampanjo. Tako, v nedeljo ste odločali vi, dragi volivci in drage volivke. Sedaj pa bodo 4 leta namesto vas in v vašem imenu odločali drugi. Več kot polovica vseh tistih, ki so se v nedeljo odpravili na volitve, so se odločili in dali glas za vas. Gospod Žagar, ste pričakovali tako prepričljivo zmago? No, če bi rekel, da sem pričakoval, bi bilo to zelo neskromno. Na podlagi tega pa, da sem pri kandidaturi brez težav zbral 200 podpisov, sem se nekako nadejal dobremu izidu. Poglejte, pa ste imeli mogoče za možni drugi krog volitev za župana še kakšen skrit adut v žepu? Ne, jaz nimam nikoli nič skritega v žepu. Jaz poznam po tem, da direktno obraz vse povem, da je če tista okrogla miza vse vprašala, pa če bi še naslednje okrogle mizi, ki je bila menda tudi predvidena, še kaj več vprašali. Ne da se skriti. Pri takem kraju, ko vse poznajo, se ne da nič skriti. Poglejte, zmagali ste kot neodvisni kandidat in tudi vse 3 neodvisne liste, ki seveda imajo svoje politično prepričanje, imajo svojega predstavnika v novem občinskem svetu. Kako si vi razlagate takšno naklonjenost volivcev do teh neodvisnih? No, predvsem to, da je pisalo nestrankarska. Vse ankete so kazale, da 30% ljudi ni opredeljenih. Čeprav so nekatere stranke dobile veliko, okoli 20%, pa vendar ljudje so nekako bolj zaupali saj tistim, ki so se na papirju opredelili za nestrankarske. Na teh listah so bili ljudje, ki so v svojem osebnem poklicu uspešni in ljudje so rekli, če je pač v privatnem življenju uspešen, bo pa tudi kaj koristnega naredil za občino. Je tudi vam pomagalo to, da ste bili neodvisni kandidat? Mislim, da tudi. Poglejte, kako nameravate konstituirati upravo in seveda organe nove občine in čeprav to ni odvisno od vas, kdaj lahko pričakujemo prvo sejo in kje? No, seje občinskega sveta res ne bodo zdaj odvisne od mene. Kot veste, svet je posvetovalno telo, ki na predlog župana sprejema občinske akte. Kot sem se seznanil danes, bo predsednica volilne komisije, sodnica Nina Betito, sklicala prvi zbor 20. decembra, to je torek, v tem kulturnem domu, imenovanem Dom Svobode ali po domače Kinodvorana. Prvo sejo bo do izvolitve predsednika sveta vodil najstarejši poslanec, mislim, da je to gospod Lah, če pa ni, ne mi oprosti. Potem pa, kakor se bodo stranke med seboj dogovorile, predvideno je, da bi se sprejeli začasni statutarni akti, to se pravi, da se podaljša veljavnost obstoječih odlokov, ki veljajo za območje Ljubljane Šiške, da se lahko delo nadaljuje. Kar se pa tiče upravnih organov, je pa seveda dovoljen čas 3 mesecev do novega statuta, v tem času naj bi se pa vse te zadeve uredile. Poglejte, poznamo vas kot moža dejanj. Asfalt, ceste, mostovi in še kaj. Za katero konkretno stvar se boste kot novi župan občine Medvode, nove občine Medvode zavzemali? Katera bo tista prva stvar, ki jo boste speljali? Prva konkretna stvar, bi lahko rekel, se bo začela zdaj čez 30 minut, ko sem povabil vse tiste, ki so me uradno ali neuradno podpirali ob kandidaturi v gostišču Sova, da se jim nekako zahvalim na skromen način in tudi tiste, ki jih mi ni uspelo danes na hitrico v tej naglici povabiti, vabim, da se nam pridružijo. Ostale bolj konkretne zadeve bi pa moral z listka prebrati in bi rekel, predvsem je treba dokončati vse projekte, ki trenutno tečejo. To je dokončanje izhodne rampe na Gorenjsko cesto pri Donitu, ureditev prometa okrog banke in pošte,
apeliram z tega mesta na ljudi v Zbiljah, da končno dajo soglasje za razširitev ceste v Zbilje, ker pogodba je podpisana, ampak ne moramo začeti delati. To se redko zgodi, da je pogodba podpisana, pa ne moramo delati, ker ljudje ne dajo soglasij. Mislim, da so predvolilne kalkulacije ali seštevanja odpada, da zdaj apeliram njih, da soglasja dajo, da začnemo. Pa morda v tem mestu slavnostno otvoritev Perniškega pokopališča. Najbolj konkretna akcija je pa seveda magistralna cesta M1, te nemogoče razmere, kaj se bo dalo na tem narediti. Na Rucu imamo že napovedanih nekaj sestankov. To bi mogoče na ne preveč kratek način bile prve akcije nove občine. Dragi gledalci, v naslednjih 2 urah si lahko pogledate, kako je izgledala prva seja občinskega sveta Medvode, oziroma kako naj ne bi izgledala prva seja občinskega sveta. Ampak če hoče nekdo opisati neke dogodke, ki so se zgodili na sami seji, bi bilo dobro, da poskuša ugibati, kaj se je dogajalo pred to sejo. Se pravi, že same izjave tudi po seji so prikazale in tudi med samo sejo, da so se 3 stranke, ki so dobile največ glasov, nekako zmenile, da bi vozile ta medvoški vlak po nekem tiru, vendar na sami seji so se potem te zadeve tako zapletle, da tisti, ki so nameravali ta vlak voziti, so ga nekako zabremzali na mestu, pač to je seveda v korist vsem nam, kajti po 1.1.95 občine Šiška več ne bo, občina Medvode bo pa še vedno samo na papirju. Posebno pa me motijo, mene osebno, dogodki in izjave po seji. Pač med sejo, kaj se je dogajalo, tisti, ki so videli, tisti, ki še niso, naj si poskušajo ogledati, če boste še kakšen posnetek zavrteli, so videli, kaj se je pa dogajalo po seji, tisto je pa najbrž bistveno. To se pravi izjava gospoda duhovnika, da je bil dnevni red, ki je bil sprejet, predlagatelj se mu pač jest, kajti po navodilih ministrstva je pač nekdo moral pripraviti dnevni red in to nisem bil jaz, to so bile strokovne službe, ki po zakonu morajo še 3 mesece skrbeti, da delo v novih občinah kolikor toliko normalno poteka in ta dnevni red je bil potem na koncu zglasovan in potem je v komentarju prišla kritika, da je bil ta dnevni red prenatrpan. Jaz bi rad poslušalcem in gledalcem razjasnil, da dnevni red, na katerem bi se nahajalo le formalnosti, le potrditev mandata in izvolitev vodstva, za to občino ne pomeni nič. Kajti občina mora s 1.1. imeti neke odloke, neke zakone, po katerih bo funkcionirala. In ti odloki so bili statutarni sklep, odlok o začasnem financiranju in določitev vrednosti točke. Posebno poglavje pa je seveda izjava o uvedbi novega davka v občini Medvode. Če ni to višek populizma, je saj sprenevedanje, kajti davek na stavbno zemljišče, to je davek, ki je star vsaj 30 let, nekako reorganiziran in na novo napisan v takšni obliki, kot ga zdaj poznamo, je bil v letu 1984, odlok o stavbnih zemljiščih je bil sprejet leta 1986 in to, da v letu 1994 nismo odvajali davka na občino Šiško, seveda ni resnica, kajti vsi ste dobili položnice za davek na stavbno zemljišče in zato to ni nov davek. In opozarjam, da se ne zapuščate zavajati. Ni mi vseeno zaradi razpleta, kakršen se je zgodil na današnji seji, saj so 3 stranke, Socialdemokrati, Liberalna demokracija Slovenije in pa Slovenski krščanski demokrati, pred to sejo pripravili nekaj koordiniranih priprav, zato da bi to sejo v miru in čim hitreje končali. Ko smo prišli na sejo, je bilo pripravljeno gradivo, ki je imelo povsem drugačno konotacijo, kot pa smo si mi želeli. Mi smo želeli samo to, da bi ta seja minila v pripravi oziroma podelitvi mandatov, opredelitvi vrha sveta in potem priprava za nov statut in poslovnik. Želeli smo, da bi s to sejo današnjo končali, pa se je zgodilo ravno obratno in ker je bil usiljen dnevni red z kopico novih točk, predvsem pa me je kot krajana zmotila točka, ki je po enem letu ponovno naj bi verificirala z novim občinskim svetom nov davek na mestno zemljišče. Smatral sem, da bi nov občinski svet moral imeti bolje pripravljeno gradivo in na osnovi tega gradiva se odločati, kaj bo s tem denarjem. Poudarjam, da ta denar letos nismo odvajali v občino Šiška.